če se zgodi, da pride do tega, da bo trgovine res ob nedeljah zaprte, bo v bistvu kar 3 zadeve naenkrat se zgodile v družbenem procesu. Prvi je tale okoljevarstveni aspekt, ob nedeljah bo trgovine zaprte, porabljalo se bo manj elektrike, porabljalo se bo manj goriv, manjši bo ogljični odtis, dejansko bo tudi narava zaradi tega boljše in lepše živela in tudi ljudje bomo imeli bolj kvalitetno življenje in tudi vsi ti trgovci, ki bo imeli možnost, oziroma trgovke, da bojo pač potem ostajali doma z svojimi družinami in otroki, bomo imeli tudi kvalitetnejše družinsko življenje. Potem naslednja varianta je, kot sem že omenil, ta družinski aspekt. Se pravi, jaz mislim, da nas je ta koronavirus oziroma ta korona kriza glih naučila nekaj kvalitetnega oziroma nekaj najbolj človeku pomembnega. To, zakaj smo na tem planetu in za koga živimo v resnici. Zdaj, vsi se dobro zavedamo, da pač tisti, ki imamo možnost oziroma ali smo imeli srečo, kakorkoli so se pač življenjske razmere nam v prid obrnile, da imamo partnerje, partnerke, otroke, kakorkoli, se zavedamo, sploh v tej korona krizi smo se zavedali tega, kako pomembno je imeti nekoga ob sebi, ki te sprejema in ti pomaga čez te težke čase. In seveda, mislim, da se bomo spet vrnili k koreninam, da se bomo zavedali z tega našega najbolj pomembnega človeškega faktorja, da smo socialna bitja oziroma bitja druženja in tudi družine. In potem je še tale potrošniški aspekt, ki pa tudi mislim, da je koronavirus kar sam poskrbel, žal tragično, ampak mogoče nam je tudi na nek drug način odprl neka nova vrata in tudi neko novo zavest, da je potreben neki širši in nov družbeni konsens. Bolj socialnemu, tudi bolj človeškemu. Se pravi, in tudi bolj k naravi. In dejstvo je, da pač kakorkoli zadeva obrnemo na glavo, človek, narava in živali bi morali biti vedno pred kapitalom.